Torej, v tej drugi polovici letošnjega leta je veliko obletnic in najbolj takih simbolnega pomena za to padec Berlinskega zidu, ki je povzročil premike v celotni evropski politični strukturi. Tudi pri nas. Ampak pri nas Berlinski zid ni padel zaradi dogajanj zgolj v Nemčiji, ampak tudi zaradi notranjih razmer, do katerih je pripeljala liberalizacija v drugi polovici 80-ih let. Kot veste, se ravno v mesecu oktobru, konec meseca, ustanovil Demos, prva združena opozicija Slovenije, ki je strnila sile in napovedala demokratične volitve in potem je tudi čez nekaj mesecev zmagala na prvih demokratičnih volitvah. Evropski parlament, ampak evropska politika kar precej posveča pozornosti recimo 20-letnici padca Berlinskega zidu, ki pomeni faktično začetek konca komunističnega totalitarnega sistema. Že na mini plenarki v Bruslu naslednji teden bomo imeli posebno akademijo v čast tega pomembnega dogodka, kjer bodo najvišji evropski politiki opozorili na pomen Berlinskega zidu oziroma padca Berlinskega zidu za nadaljnjo demokratizacijo Evropske unije. V Berlinu bo potekal velik mednarodni kongres, konferenca, kjer bodo prav tako osvetlili te dogodke in poskušali poudariti pomen in vlogo demokratičnih gibanj v Srednji Evropi, v Južni Evropi, tudi na vzhodu, pa tudi tistih na zahodu, ki so tako drugače vplivali na oblikovanje demokratične opozicije v postkomunističnih državah. Slovenci torej imamo lepo priložnost, da ta mesec praznujemo ali obeležimo torej velik pomemben dogodek, to je 20-letnica ustanovitve Demosa. Inštitut Jože Pučnik bo v ta namen 16. in 27. novembra pripravil veliko mednarodno konferenco, kjer bomo obeležili ravno te dogodke, ki so bili prelomni za nadaljnjo slovensko zgodovino pred 20 leti.